Sedaj pa je čas za čudovite oblike sobivanja. Rubriko, ki obravnava pestrost odnosov, ki nas gradijo, oblikujejo, živcirajo in navdihujejo. In danes smo v poštni nabiralnik dobili tole e-pismo Bibe, v kateri Biba razpravlja o precej neprijetni moralni dilemi oziroma situaciji, v kateri se je znašla. Pred kakim letom sem na Instagram story objavila, da iščem stanovanje. Takoj se mi je javila kolegica Naja, ki je dejala, da gre ravno za pol leta na Erasmusa v Berlin in da sem vmes lahko v njenem stanovanju. 2 kilometra iz centra, najemnina 350 evrov plus stroški, ok. Edini catch je bil to, da ima mačko, za katero moram skrbeti, a da briketi pridejo nekje max 30 evrov na mesec. Dobro, mačke so mi povsem pri srcu, zato sem flat vzela in se van tudi vselila. Vse lepo in prav, nekje 2 do 3 mesece, ko pridem po nekem vikend izletu domov in najdem mačko popolnoma brez energije in bolehno. S ponedeljkom zjutraj jo peljem k veterinarju, kjer jo vzamejo na opazovanje in mi sporočijo, da ima muca že 1 leto neko krvno bolezen, da je cena za opazovanje in cepljenje 150 evrov, ter da bom morala na mesec plačevati dodatnih 70 evrov za neke posebne antibiotike. Pa da, kako da mi tega ni povedala že prejšnja lastnica, saj je bila muca baje zaradi bolezni pri veterinarju že 1 leto nazaj. Ja, takoj pošljem voice message Naji, ji na to še napišem, ta pa ne odgovarja. Kakšen teden kasneje mi napiše, da je v Berlinu spoznala tipa in da ravno potujeta po Braziliji. Sta v nekem spiritualnem kampu in pred dobrim tednom sta opravila ritual za ayahuasko in da je zato baje že slab mesec skoraj nič na socialnih omrežjih. Na moje sporočilo o veterinarskih stroških za njeno mačko se odzove s sentimentalnim, čutečim in čustvenim esejem o tem, kako žal je, da je bila muca tako diagnosticirana in da se moram jaz s tem ukvarjati, a seveda ne ponudi, da bi recimo račun za svojo mačko plačala ona. Sporoči mi tudi, da se morda ne namerava več vrniti v Slovenijo in da naj s stanovanjem pač storim, kar hočem, itak je najem. Mačka pa je efektivno zdaj moja. In to je zgodba o tem, kako sem skupaj s stanovanjem dobesedno dobila še bolehno rahitično mačko, ki me stane nekje 100 evrov na mesec. Biba. Ja, točno za tvojo situacijo so izumili frazem, da dobiš poleg stanovanja še enega mačka v žaklju.